Razstava na mesto proslave, 2 pletenici za praznik kulture, smleci gostili kmetijskega ministra, poslovanje občine pod lupo računskega sodišča, na Bonovcu šolarji na smučeh. Stiskali smo pesti za naše Olimpijce. Lepo pozdravljeni. Po protokolu občina Medvode s slovesnostjo zaznamuje 3 državne praznike, med drugim tudi slovenski kulturni praznik. Lansko leto je bila slovesnost vnaprej posneta in predvajana na naši televiziji in prek različnih kanalov prek spleta. Letos pa za voljo koronavirusnih razmer slovesnosti ni bilo. Na predvečer praznika pa je bila vendarle odprta razstava z naslovom Neizrečeno, ki si jo lahko ogledate v parku dr. Branislave Sušnik v centru mesta vse do 15. marca. Gre za razstavo s prikazom del in delovanjem 2 prejemnikov občinskih priznanj, torej pletenic. Pletenico za izjemne dosežke v minulem letu je prejela ekipa založbe Malinc za ključno prelomnico v izpeljavi večletnega projekta bivališča Branislave Sušnik. Pletenico za življenjsko delo pa je prejel posthumno Franc Cegnar za izjemen prispevek k razvoju kulture ter za delovanje v lokalni skupnosti. Močnemu vetru ponedeljek čez dan se gre zahvaliti, da je odprtje razstave z naslovom Neizrečeno in podelitev pletenic potekala ne v parku dr. Branislave Sušnik, kot je bilo sprva načrtovano, ampak v dvorani Kulturnega doma Medvode in to res v okrnjeni zasedbi. V slavnostnem nagovoru je župan Nejc Smole prvenstveno izrazil upanje, da je konec virtualnega oddaljenega srečevanja prek aplikacij, da sledi konec skrivanja za maskami in predvsem, da je to možnost, da začnemo drugače. Marsikomu je namreč dodatna maska pred obrazom kar nekako prirasla k srcu, čeravno si tega ne prizna, saj je omogočila, da je komunikacija med nami potekala še nekoliko bolj odtujeno kot sicer. Da sicer razume, da si kdaj pa kdaj nadenemo masko, ker si tako olajšamo življenje. Verjetno pa ni nujno, da si tako pogosto nadenemo maske tudi v trenutkih, ko je potrebno pokazati sočutje, se veseliti z našim bližnjim, ga pohvaliti oziroma se mu zahvaliti. Sam se je zahvalil ekipi založbi Malinc, da je dr. Branislavo Sušnik prek projekta simbolično pripeljala nazaj v Medvode, kjer se je rodila, hkrati pa se vprašal. Zakaj pa smo kot narod tako prekleto trdi, ko gre za priznavanje dosežkov drugih, priznavanje in prepoznavanje talentov in njihovo negovanje? Zakaj toliko ljudi odide in njihova zvezda zažari drugje, še več pa je tistih, ki ostanejo in so tu pogosto nerazumljeni do konca. Zakaj torej nekomu šele po smrti pojemo hvalospeve in ugotavljamo, kako drugačen bo svet brez njihovega doprinosa? Da torej z mešanimi občutki spremlja tokratno podelitev pletenice za življenjsko delo. Ne ker bi menil, da si jo Franc Cegnar ne zasluži, prej nasprotno, bolj zato, ker razmišlja, kaj bi na pletenico rekel on sam. Verjetno bi jo v svojem neskončnem iskanju sobivanja prevzel in nam ob tem kaj lepega povedal. Da, to bi naredil naš Francelj. Jaz, ki pa še ne zmorem njegove veličine, pa razmišljam drugače. Želim si, da bi se znali ljudem, ki našo skupnost plemenitijo, ji širijo pogled in nas svojim delom navdihujejo in napolnjujejo, zahvaliti, ko so še med nami. Da bi kdaj pa kdaj puščice žlehtnobe in zavisti ne letele tako na gosto in bi smolci in kopitarji vseh vrst znali soditi le tisto, v čemer so resnično najboljši. Po pravilniku o priznanjih občine Medvode na področju kulture iz leta 2018 prijave pregleda in o končnih imenih dobitnikov pletenic odloča strokovni svet za kulturo pri javnem zavodu Sotočje Medvode, ki mu po novem predsednikuje Stanko Okoliš. V svetu pa so poleg njega še Urban Volk, dr. Barbara Pregl, Zvonka Simčič in Irena Sonc-Šlenc. Prijav je bilo tokrat kar 8 za 7 kandidatov, kot rečeno, pa sta bili podeljeni le 2 pletenici. Pletenico za izjemne dosežke v minulem letu je prejela ekipa založbe Malinc, ki jo sestavljajo slikar, vizualni umetnik ter pisatelj in pesnik Francisko Tomšič,
Antropologinja, vizualna umetnica in dokumentaristka Henrike Fondević, direktor založbe Aleš Cigale in seveda raziskovalka, predavateljica, prevajalka in urednica pri založbi Malinc, dr. Barbara Pregelj, ki meni, da to ni priznanje le ekipi, ampak tudi dr. Branislavi Sušnik. Nihče verjetno se ne peha za nekimi priznanji, ampak se mi vseeno zdi, ne, da pa je lepo, ko ga dobiš. Ne. Predvsem zato, ker je tudi to nekakšna zaveza za naprej. Ne. Mislim, nagrada ni samo nagrada, ni nek prazen prostor, ni nekaj, kar ne obstaja, ne, ampak je v bistvu neka zaveza za naprej, kar te v bistvu pač obvezuje, ne, da potem še naprej pač dejavno pač sodeluješ v tem, kar pač delaš in da nekako skušaš delovati v resnici v neko dobro neke skupnosti. No. Večletni projekt bivališča Branislave Sušnik, s katerim so že pred leti začeli obeleževati 100-letnico njenega rojstva, je leta 2021 doživel ključno prelomnico, ne pa tudi zaključek. Izšla je namreč e-knjiga v slovenščini in v španščini bivališča Branislave Sušnik. Dokončan je bil dokumentarni film Hiša med vodami. Projekt je bil 2-krat predstavljen na nacionalnih in mednarodnih znanstvenih simpozijih. Objavljen pa je bil tudi razpis za humanistično rezidenco, s katero želi ekipa založbe Malinc simbolično obrniti intelektualno pot dr. Branislave Sušnik in v Slovenijo in Medvode pripeljati zainteresirane antropologinje, jezikoslovke in raziskovalke in odpreti prostor za nove raziskave o njenem rojstnem kraju, pa tudi življenju in delu. Prijav je bilo kar 20. S tem so bile v letu 2021 sklenjene poglavitne umetniško-raziskovalne dejavnosti v tem večletnem projektu, s katerim je ekipa zbrana okoli medvoške založbe Malinc v transdisciplinarnem projektu pokazala izjemno mero ustvarjalnosti. Različna umetniška sredstva je namreč prepletla z metodami znanosti, tako je zapisano v obrazložitvi. Vedno, ko delaš v ekipi, ne, v resnici se ravno skozi to neko ekipno delo lahko pokažejo tvoje najboljše lastnosti. In mislim, da vsak od nas, ki je del te ekipe, v resnici je lahko skozi vse projekte pač pokazal to, kjer je najmočnejši. Jaz bi mogoče izpostavila, jaz sicer sem literarna zgodovinarka, ampak zame je bilo res neko novo odkritje antropologija, se pravi to, s čimer se je Sušnikova ukvarjala in kar je v resnici v naš projekt prinesla Henrike Fondević. S tem projektom dokumentarnega filma o njeni rojstni hiši. To je bilo zame nekaj novega, tudi na ta način, kako se v bistvu povezuješ z ljudmi, kako jih sprašuješ, kako iščeš neke informacije. Namreč vse informacije, ki smo jih nekako zbrali v tem projektu, v teh letih v bistvu delovanja, so nekako sestavljali en mozaik. Ne? In v bistvu to sestavljanje mozaika je bilo res nekaj čudovitega. Ne? Najvišje kulturno priznanje, pletenica za življenjsko delo, pa je bila posthumno podeljena Francu Cegnerju. Sprejela jo je prijateljica Zvonka Simčič. Župan je dejal, le kaj bi Francelj rekel. Pa vas sprašujem kot prijateljico, kaj bi Francelj rekel na tole priznanje? Jaz mislim, da rekel ne bi nič, ampak bi njegov nasmeh verjetno povedal vse in res si želim, da kjerkoli že je in kakorkoli spremlja to, da razume naša mala srca. Franc Cegner je v lokalno kulturo vstopil pred več kot 50 leti iz kroga medvoško-pirniških gledališčnikov. Pred več kot 40 leti je na festivalu dramskih amatera Jugoslavije v Trebinju prejel zlato masko za režijo. Po študiju na AGRFT-ju je gledališko delo nadaljeval po samostojni poti in med prvimi že v nekdanji Jugoslaviji ustanovil trajno delovno skupnost samostojnih kulturnih delavcev. Skupaj z drugimi že uveljavljenimi umetniki in še nekaterimi medvoškimi ustvarjalci je pripravljal gledališke instalacije in performanse, ki so s sodobnostjo presegale okvire takratnega gledališkega izražanja. V zadnjem obdobju je kulturni prostor občine Medvode zaznamoval z 2 prireditvama, kresovanjem ob Zbiljskem jezeru vsak konec junija na poletni sončni solstici in s projektom Hiša na hribu, projekt, ki tudi sodobne umetniške prakse umešča v okolje naravne in kulturne dediščine. Jaz bi na prvo mesto postavila človeka, s katerim sem vedno lahko iskala rešitve, tudi če je prišlo do nestrinjanja,
sva govorila toliko časa in toliko časa sva se približevala, da sva prišla do rešitve, ki ni bila nujno istega pogleda. Človek, ki je bil zelo sočuten. Človek, ki si ga poklical, je znal prisluhniti. Mogoče bi celo bolj proti koncu dala človek umetnik. On je to povezoval, on tega ni ločeval. In on je umetnost živel. Za njega ni bil projekt eno in življenje drugo, ampak za njega je bilo eno in isto. Zadnje desetletje je Franc Cegner s svojim razmišljanjem zaznamoval tudi področje občinske kulturne politike. Kot programski in umetniški vodja društva Mladinski kulturni center Medvode, iz katerega se je kasneje izoblikoval javni zavod, je začel odkrivati mlade ustvarjalce in jim poskušal zagotoviti ustrezne spodbude za njihov nadaljnji umetniški razvoj. Z delovanjem v Medvoški občinski kulturni zvezi je podaril njeno vlogo pri izvajanju javnega razpisa, sooblikoval je pravilnik o sofinanciranju kulturne dejavnosti z željo vanj vnesti več spodbud povezovalnim projektom, izobraževanju in sodobnejšim umetniškim praksam. Sodeloval pa je tudi pri oblikovanju novega pravilnika o priznanjih občine Medvode na področju kulture, s katerim je bila pristojnost izbire prenesena na strokovni svet za kulturo pri javnem zavodu Sotočje Medvode, katerega predsednik je bil. Kaj bi Francelj počel 8. februarja 2022, če bi bil še med nami? Jaz mislim, da sigurno en trenutek, da bi se usedel doma na klopco in gledal na jezero. In kaj boste počeli vi? Jaz pa bom nesla šopek na to klopco. Ko smo že pri priznanjih, objavljen je javni poziv za podajo predlogov za podelitev priznanj občine Medvode za leto 2022. Poglejte torej okrog sebe in predlagajte. V javnem zavodu Sotočje Medvode so se po lanski uspešni kulturni akciji Stik, ki je bila potem tudi sestavni del lanskoletne slovesnosti na kulturni praznik, odločili, da jo izpeljejo tudi v letošnji sezoni. Tudi tokrat je na prelomu lanskega in letošnjega leta svoje misli prispevalo veliko občank in občanov, največ otrok, pa tudi nekaj odraslih. Tokratna tematika kulturne akcije Stik je bila sožitje s sloganom Ker znamo in zmoremo živeti v sožitju. Veseli smo, ker smo tudi letos jih kar veliko prejeli, skoraj 100, sicer je to malo manj kot lansko leto, ampak vseeno je številka kar lepa, tako da smo se odločili, da bomo jih tudi tokrat predstavili in sicer v avli Kulturnega doma Medvode. Ne razstavi. Ja, to je pravzaprav majhna razstava, simbolično povezanih misli občanov, občank v hišci. Hiška pa pravzaprav predstavlja skupnost, našo lokalno skupnost, ki je povezana in zmore in živi v sočutju. Verigo misli so sklenili 16. januarja, ko so na Facebook strani Kulturnega doma Medvode objavili zadnjo misel na temo sožitja. Ja, tudi letos je bilo kar nekaj zelo čutnih misli, zelo globokih, in ena, ki verjetno je ne bom tudi jaz nikoli pozabila, je od, predvidevam, fantka Bora. Napisal pa je: dovolite nam, da povemo. In to pravzaprav pove vse, ne? Objave ste lahko spremljali na Facebook strani Kulturnega doma Medvode, v živo pa jih je mogoče prebirati od 8. februarja naprej v avli Kulturnega doma, kjer si še vedno po predhodnem dogovoru termina lahko ogledate razstavo iz zgodovine. K kulturi se vrnemo še v nadaljevanju današnje informativne oddaje, sedaj pa k agrokulturi. Včeraj dopoldne je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek obiskal našo občino, prvenstveno krajevno skupnost Smlednik, kjer je županu Nejcu Smoletu simbolično predal odločbo o dodelitvi sredstev za komasacijo na območju katastrskih občin Hraše, Smlednik in Moše. Občina Medvode je namreč uspešno kandidirala na kmetijskem ministrstvu in pridobila skoraj 865 000 evrov nepovratnih sredstev Evropskega sklada za razvoj podeželja.
Najbrž ga ni lepšega pogleda na komasacijsko območje, kot je prav Starega gradu. Obsega namreč več kot 370 hektarjev oziroma 983 parcel na območju katastrskih občin Hraše, Moše in Smlednik. V komasacijski postopek je vključenih kar 248 lastnikov kmetijskih zemljišč. In tisto, kar je v svojem nagovoru izpostavil tudi župan Smole, je pomembno, da je ideja o komasaciji izrasla iz krajanov samih. Končni izplen pa ne bi bilo zadovoljstvo za vse lastnike kmetijske zemlje. Da se postopek lahko začne, so morali soglašati lastniki več kot 2/3 površin kmetijskih zemljišč. Za boljše razumevanje projekta. Komasacija ali zložba je ukrep, v katerem se več zemljišč združi in ponovno razdeli med lastnike tako, da bodo ti imeli čim bolj strnjeno zemljišče v bližini svojih kmetij in da bodo imeli urejene dostopne poti. Agromelioracija, ki je nadgradnja komasacije, pa obsega ukrepe, ki izboljšujejo lastnosti tal in izboljšajo dostop na kmetijsko zemljišče. Da je agromelioracija s komasacijo, gre za največjo načrtovano na tem koncu Slovenije v vrednosti skoraj 865 tisoč evrov, zaradi siceršnje razdrobljenosti in majhnosti kmetijskih parcel, eden od najpomembnejših ukrepov racionalizacije in optimizacije v kmetijstvu, ki mu ministrstvo posveča še posebno pozornost, je izpostavil tudi kmetijski minister dr. Jože Podgoršek. Komasacija je zato pomemben ukrep, ker s tem dolgoročno sistemsko pomagamo posamezni kmetiji na tem območju in tudi kmetijstvo v tej občini, v občini Medvode v tem trenutku, ker smo pač tukaj, kajti s tem damo priložnost kmetijam, da vendarle pričnejo uvajati tudi najsodobnejše tehnologije, tudi okolju bolj sprejemljive tehnologije na posameznih območjih, pa ne nazadnje tudi začnejo kmetije s tem, ko se jim zložijo kmetijska zemljišča, ko imajo manjše število večjih parcel, začnejo tudi bistveno bolj ekonomsko učinkovito kmetovati na teh območjih. Zato so komasacije eno od najboljših, poleg recimo namakanja, eno od najboljših sistemskih rešitev, kjer resnično lahko pomagamo kmetijstvu na nekem območju in posamezni kmetiji na tem območju. Ne bom rekel, da so pomembnejše od finančnih spodbud, tudi ta del je pomemben, ampak z vidika sistemskega razvoja območja in kmetijstva na nekem območju so pa komasacije in namakanja zagotovo eno od najboljših sistemskih rešitev, ki jih v tem trenutku in tudi v novem programskem obdobju bomo financirali v celoti, torej v 100% pokrivanju stroškov iz sredstev skupne kmetijske politike. V kratkem obeta tudi spremembo zakonodaje, ki bodo še olajšale izvedbo tovrstnih projektov. Projekt komasacije sta imela v svojem volilnem programu tako župan Smole, kot tudi županski kandidat, občinski svetnik in poslanec v državnem zboru Leon Marjasec, ki se je prav tako udeležil tega srečanja, na katerega so bili vabljeni tudi člani komasacijskega odbora, predstavniki občinskega sveta občine Medvode, člani odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter člani sveta krajevne skupnosti Smlednik. Bolj podrobno o projektu in kaj pravijo tisti ključni deležniki, torej kmetovalci, pa v prihodnji informativni oddaji. Računsko sodišče Republike Slovenije je prejšnji teden objavilo končno poročilo o reviziji poslovanja občine Medvode v letu 2019. Računsko sodišče si je za cilj zadalo, da poda mnenje o tem, kako pravilno je občina Medvode pripravila proračun, ga izvrševala in pripravila zaključni račun, kako pravilno je občina ravnala pri prodaji nepremičnega premoženja in pri oddaji prostorov v najem, kako pravilno je ravnala pri javnih naročilih za investicije, pri tekočih transferjih in pri sofinanciranju dela in projektov nepridobitnih organizacij, različnih društev in ustanov prek javnih razpisov, pa tudi kako pravilno je delovala na področju zadolževanja in drugih področjih poslovanja. Računsko sodišče je izreklo mnenje s pridržkom, ker občina ni dosledno poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi določili, kar pa sploh ni tako slabo mnenje. V zgodovini novodobne občine Medvode smo bili namreč vajeni negativnih mnenj. Računsko sodišče sicer vzame pod drobnogled različne deležnike, poleg občin tudi državo, ministrstva, politične stranke, javna podjetja, šole, vrtce, zdravstvene domove, agencije in sklade, javne gospodarske službe, skratka različne uporabnike javnih sredstev. V revizijo gre bodisi na lastno iniciativo, odzove pa se lahko celo na pobudo fizičnih anonimnih oseb.
Sklep o reviziji poslovanja občine Medvode v letu 2019 je Računsko sodišče sprejelo pred slabim letom in pol. Moram reči, da so bili člani oziroma revizorji korektni, da smo v vmesnem času tudi skozi ugotovitve, ki so prišle, tudi marsikakšno stvar popravili, upoštevali tudi kakšno njihovo mnenje in sem na nek način hvaležen, da smo lahko speljali tole revizijo leta 2019, tako kot smo jo. Če pogledamo le v zadnje leto in vzamemo le tiste revizije, ki so povezane s poslovanjem občin v letu 2019, v posameznih primerih tudi v letu 2018, je rezultat sledeč. Računsko sodišče je objavilo 11 tovrstnih poročil, 6-krat je izreklo negativno mnenje in le 5-krat mnenje s pridržkom. Med slednjimi je tudi občina Medvode. Kdor se je kaj poglobil ali pa kaj pozna revizije, ki jih dela Računsko sodišče v primerih lokalnih skupnosti, ve, da je mnenje s pridržkom pravzaprav eden boljših scenarijev. Seveda obstaja tudi pozitivno mnenje, obstaja pa tudi negativno, pa negativno z odzivnim poročilom. Moram reči, da sem vesel, da je občina Medvode prvič v zgodovini srečevanj z Računskim sodiščem ni prejela negativnega mnenja, se pravi smo prejeli mnenje s pridržkom, pri čemer bi seveda vsak bi rad svojo malho hvali, ampak pri čemer sem prepričan, da je še kar nekaj točk, v katerih se nismo strinjali oziroma menimo, da zaradi poteka del, kot se v življenju izvajajo, je pravzaprav domala nemogoče slediti načinu, kot si ga je zamislilo Računsko sodišče. Računsko sodišče je namreč ugotavljalo več nepravilnosti v povezavi z javnimi naročili za investicije. V 5 primerih ga je zbodlo to, da je občina Medvode v razpisni dokumentaciji navedla določilo, ki po njegovem mnenju ni v skladu z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, čeprav razume željo občine, da sledi načelu gospodarnosti in na tak način prepreči morebitne špekulacije. Namreč se je v zgodovini dogajalo, da so določeni izvajalci predložili več ponudb, pa jih potem umikali in na ta način pravzaprav otežkočali izvajanje javnih naročil. Potem smo v vmesnem času dajali določilo, ki je to skušalo na nek način sankcionirati oziroma to prepovedati. Potem kasneje pa tudi že, mislim, da že v letu 2020 teh določil ponovno nismo dajali noter, zato ker je pa nekako na teh seminarjih, ki jih imajo lokalne skupnosti, bila tendenca, da se tega vseeno ne daje. No, pa mogoče recimo, da tudi strani ponudnikov zdaj v zadnjem času tega ni bilo. Računsko sodišče meni tudi, da je občina Medvode v večjih primerih napravila postopkovne nepravilnosti povezane z aneksi k pogodbami, bodisi da niso bili izpolnjeni vsi pogoji za oddajo del z aneksom brez novega postopka oddaje del, v 4 primerih pa je na primer Računsko sodišče problematiziralo sklepanje uskladitvenih aneksov šele po zaključku del. Dejstvo je, da ko se investicija prične izvajati, se pričakuje določeno stanje. Potem pa, ko prideš na teren, ko se zakoplje, pa lahko razmere pokažejo kje je kakšno čisto življenjsko odstopanje. Zato imamo na eni strani odgovorno osebo naročnika, odgovorno osebo izvajalca in hkrati še nadzor. Se pravi, imamo 3, ki to tekom samega izvajanja, če pride do teh odstopanj in v vsakem projektu pride do kakšnega odstopanja, to potrdijo. Na koncu pa, zato da so zadeve pravilno, vsaj po našem mnenju, tudi korektno zaključene, pa zadevo zapakiramo v uskladitveni aneks, v katerem določimo vse. Več dela, manj dela, morebitne spremembe in tako naprej. Zdaj, Računsko sodišče pa tukaj stalo na drugačnem stališču in sicer, da teh aneksov, da naj bi pravzaprav pri vsaki spremembi izvajanje naročila ustavili, sklenili aneks in potem še naprej, kar je seveda v življenju čisto nemogoče, ker na enem velikem projektu je lahko 50-60 stvari, ki se tekom usklajevanja pokažejo in to je tudi po našem mnenju v ničemer ne spreminja same vsebine. Računsko sodišče je na primer po drobnogled vzelo izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcije ceste Vikrča-Tacen, gradnjo galerije ob kulturnem domu v Sori, kolesarsko povezavo Bonovec, ureditev pločnika v Trnovcu, obnovo vodovodov za Vrhu in ureditev tržnice, parka in večnamenske ploščadi v središču Medvod.
Prav v naslednjem projektu pa smo le razložili, zakaj občina zagovarja nasprotno stališče o uskladitvenih aneksih. Tukaj ne gre za to, da smo mi naročili leseno tržnico pa zgradili jekleno ali pa da je tržnica izgleda popolnoma drugače, kot je recimo že v gradbenem dovoljenju, ampak gre za to, da se je tekom izvajanja del ugotovilo, za primer dajem ravno tržnico, ker je bila tudi del revizije, ne, da se je tekom izvajanja ugotovilo, da te leseni zaboji, ki smo jih dobili preko financiranja preko LAS projekta, v resnici ne bodo ustrezni za prodajo tam spodaj in je bilo treba relativno hitro najti rešitev. Poiskali smo jo znotraj že obstoječih izvajalcev in podizvajalcev, torej s prefabrikati, in zadevo izpeljali do konca. Če bi v tem primeru mi ustavili javno naročilo, šli zraven peljati pogajanja in tako potem bi določena javna naročila najbrž izvajali 3 leta. Zato namerava občina Medvode tudi v prihodnje delovati na podoben način. Na enem od usklajevalnih razčiščevalnih sestankov sem to povedal na Računskem sodišču, da me ne skrbi takole transparenten aneks, v katerem so vse zadeve dorečene. Bolj bi me skrbelo, če bi bili popisi neverjetno na kubik natančni in se ne bi zadeve v življenju nič spreminjale, ne. Tako da mi bomo tukaj še vedno stremeli k temu, da seveda vse dela pravočasno dogovorimo, ne gre vedno nujno za pisno izjavo, tukaj imamo, tako kot sem prej rekel, strokovne sodelavce, ki na tem delajo nadzor, ki to potrdi, in to smatramo kot dovoljšno izjavo volje, da ni potrebno sklepati posebenega aneksa. Na koncu bomo pa ta uskladitveni aneks še vedno zaključili, zato ker se mi zdi tudi primeren način, kako zaključiš investicijo. Ob ostalih ugotovitvah Računskega sodišča občine Medvode nima večjih zadržkov, saj je že, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja tovrstnih nepravilnosti v prihodnje. In kaj je še ugotavljalo Računsko sodišče? Med drugim je ugotovilo, da uporabljenih sredstev splošne proračunske rezervacije v skupnem znesku dobrih 24.000 evrov občina ni razporedila v proračun za leto 2019 in da je pri prodaji zemljišča v vrednosti dobrih 43.000 evrov prišlo do odstopanj v terminskem planu. Že sicer je Računsko sodišče pričakovalo natančnejša izhodišča in kazalnike za merjenje zastavljenih ciljev. Opozorilo je tudi na prepozne objave obvestil o oddaji javnega naročila oziroma aneksov v primeru prevoza učencev v šolo in na nepravilnosti na področju rednega vzdrževanja javne razsvetljave, saj je na primer plačala 30.000 evrov za delo, ne da bi z izvajalcem sklenila ustrezno pogodbo. Več nepravilnosti je Računsko sodišče ugotavljalo tudi v povezavi s sofinanciranjem področja športa in kulture, saj kot je ugotavljalo, le to ni temeljilo na ustreznih dokumentih. Na področju športa je problematiziralo predvsem, da občina še ni sprejela ustreznega odloka in posledično opozarjalo na nedoslednosti v javnem razpisu in merilih za sofinanciranje. Na področju kulture pa da občina nima sprejete strategije. Občinski svet je vse te dokumente sprejel lansko leto. Prav na pobudo Računskega sodišča so na spletu po novem objavljena tudi vsa poročila o črpanju sredstev prek razpisov na področju družbenih dejavnosti. Tudi naša televizija je omenjena v poročilu Računskega sodišča. Enkrat zato, ker občina, tako kot tudi v primeru letošnjega nagrajenca založbi Malinc, v zaključnem poročilu ni pravilno izkazala sredstev, ki smo jih pridobili prek razpisov, v drugem primeru pa zato, ker nam kot najemniku v občinski stavbi ni določila vseh obveznosti. Tam recimo se nam je primerila napaka ravno vezana na lokalno televizijo, to, da glede na to, da gostujete v stavbi, ki je v lasti občine, nihče niti ni pomislil, da je potrebno zaračunati vam tudi še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Torej Računsko sodišče ugotavlja, da nam mora občina poleg najemnine, plačila sorazmernega deleža vseh stroškov, tudi na primer vratarja in varnostne službe, kar verjamemo, da sicer ne potrebujemo, zaračunati tudi sorazmerni delež nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. To res daje slutiti, da je bil nadzor res temeljitno, da so pregledali praktično vse, nas na to opozorili, ampak v resnici to težko, tudi Računsko sodišče lahko preberemo v mnenju, tega ni štelo kot neko grozno napako, ker to so stvari, ki so pri 20 milijonih, ki se letne realizacije se pač zgodi, da kakšna zadeva ni urejena, s tem nismo nobenega silno oškodovali napake, te, ki so se pa pokazale tekom samega, smo jih pa več ali manj vse odpravili. Jaz mislim, da je bilo tudi ta
ali pa si domišljam, da je bila tudi ta naša naravnanost napram Računskemu sodišču pokazala, da si res želimo tam, kjer menimo, da je njihovo stališče čisto utemeljeno, zadeve popraviti. V prihodnji oddaji pa bo na temo tako poročil Računskega sodišča, kot tudi poročil nadzornega odbora spregovoril Mitja Starman, nadzornik z najdaljšim stažem pri nas. Televizija Medvode je tista ustanova v občini, ki hrani najbogatejšo zbirko videozapisov v občini in je tako najbolj pomemben kronolog medvoških dogodkov. Zato je prav, da gradiva ne hranimo samo v naših arhivih, ampak vam z njimi tudi malce obudimo spomine na dogajanje v občini. V prejšnji oddaji smo se tako lotili pregleda kulturnega dogajanja, ki ga je zabeležila naša kamera v prvi polovici leta 2021. Tokrat pa bomo povzeli pestro kulturno-poletno dogajanje in preplet virtualnih dogodkov z dogajanjem v živo, strogimi ukrepi omejevanja okužb z virusom COVID-19, ki je tako kot leto poprej kar močno zaznamoval življenje. V prvi julijski oddaji smo poročali o tradicionalnem pohodu po poteh roparskih vitezov, ki jo je tokrat popestrila nova pridobitev, ki bogati spomin na našo kulturno-zgodovinsko dediščino Kaščogled, avtorjev Damjana Mlakarja in Lada in Marka Vidmarja. Najprej smo mislili, da bi bil to srednjeveški daljnogled, ampak pa smo ugotovili, da prav daleč ne gledamo, da je sam čez dolino in to ni daljnogled. Potem ni srednjeveški, ki smo ga zdaj postavili. Potem ni kukalo, ker kukalo je bolj za druge igrce. Pa smo se pa spomnili, da bomo naredili Kaščogled, se pravi napravo, preko katere vidimo ali pa skozi katero vidimo kaščo. In potem lahko preberemo tisto, kar v kašči piše na tabli, katero smo pa že lansko leto predstavili. Julija smo poročali tudi z 2 likovnih ekstemporov. Na 5. nagradnem likovnem ekstemporu na temo lokalna in regionalna mitologija legende je sodelovalo 20 odraslih ustvarjalcev in 5 otrok. Treba je bilo najti tudi motiv za začetek in so bili pozvani k iskanju mitoloških motivov in legend. Tako da siguren težje, kot če bi rekli tihožitje, krajina ali pa nekaj. Ne? Komisijo v sestavi etnolog dr. Janez Bogataj, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn in akademski slikar Peter Gaber je prvo nagrado podelila Antonu Benediku, drugo Ana Mariji Meglič in tretjo Romanu Verasu. Na 4. nagradnem ekstemporu z naslovom Žabice, tako in drugače, ki je potekal v Hrašah, pa je komisija prvo nagrado podelila Ceciliji Čebašek, drugo Klavdiji Špenko in tretjo Nikolaju Petrevčiču. Kultura je v mesecu juliju izgubila enega največjih in najbolj kreativnih kulturnih ustvarjalcev. Odšel je Franc Cegnar, za katerim ostajajo številni veliki kulturni projekti. Bil je človek, ki je sodobno umetnost približal ljudem, združeval na videz nezdružljive zvrsti umetnosti in bil mentor številnim mladim, perspektivnim umetniškim talentom, ki bodo njegovo dediščino razvijali tudi v prihodnje. V drugi polovici julija smo odkrivali še stara hišna imena v naseljih po Polhograjcih. V Smledniku pa so, potem ko so med celotno karanteno izbrana dela slovenskih poetov, ki so ponazarjala njihove občutke, objavljali v vitrini kulturnega doma, pripravili poezijo pod kostanjem z interpretacijo nekaterih izbranih pesmi. Tako da smo preprosto jih pretresli, glede na to, kaj smo želeli sporočiti, kaj smo želeli kako smo jih želeli stkati v ta literarni večer. Piko na i seveda dala še glasba, ker smo že od začetka tudi računali zraven. To je bil tudi prvi pokoronski dogodek kulturnega društva Smlednik. Da se flaše spraznijo, da se zgodbe svinčajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo. Korona pa je smleškemu župniku Tomažu Nagodetu prinesla nekaj časa, da se je naučil igrati na svojo pridobitev ob praznovanju Zlate maše in 75. rojstnega dne, elektronske orgle, ki posnemajo najbolj veličastne orgle iz evropskih katedral, in s svojim faranom je pripravil koncert z orglami po Evropi. Televizija Medvode je za mesec dni odšla na počitnice, ne pa tudi snemalne ekipe.
Tako smo lahko konec meseca avgusta poročali tudi o odprtju že 6. hiše na hribu osrednjega poletnega umetniškega projekta, ki sodobno umetniško prakso umešča v okolje naravne in kulturne dediščine. Dela umetnikov so tokrat združili v celoto in k sodelovanju povabili več kot 70 ustvarjalcev. V bistvu, ko smo se odločili za mizo, nihče od nas ni pomislil, kaj pravzaprav ta beseda nosi v sebi. In ko sem jaz strmela en večer, noč v to besedo, se mi je kar naenkrat prikazalo, da je sestavljena iz 2 zlogov in to je mi, ki smo za eno skupnost. Umetniško delo Mi za, v katerem so se v obliki lesorezov, ki so sestavili mizo, prepletala dela umetnikov, je bil osrednji projekt. Vse ostalo dogajanje pa so tokrat spletli okoli zgodbe očeta projekta Franca Cegnarja in je zajemalo bolj eteričen pristop, kroženje, poslavljanje in združevanje na drugih nivojih. Ekipa televizije Medvode je že več let tista, ki v sodelovanju z Zvezo združenj borcev NOB Slovenije pripravlja osrednjo slovesnost v čast internirancev v taborišča med 2. svetovno vojno in tako je bilo tudi letos. Današnji čas nas sili v pozabo, ko zlo le čaka, da se spusti z verige, ko je sovražni govor na različnih socialnih medijih poln žalitev, laži, spodbujanj sovraštva. Pred nami se dogaja drama današnjih brezupnih svetovnih migracij. Ne zapirajmo oči in ušesa. Vse se začne z molkom posameznika. Prvič in žal tudi zadnjič v jeseni pa smo poročali iz jesenskih serenad. V Sori so nastopili člani zasedbe Tamburjaši pod vodstvom Mojce Lavrenčič. Po vseh letih, odkar so jesenske serenade del medvoškega kulturnega dogajanja, pa je prišlo do omejitve in prepovedi snemanja koncertov, kljub temu, da je prav naša televizija vsakoletno pripomogla k širši promociji tega kulturnega dogodka. Poročali pa smo z kulturnega festivala Slovenija v Pragi, ki je bil konec avgusta in bili ponosni na sorške orgličarje, ki so tam predstavnikom veleposlaništev predstavljali našo državo. Predstaviti je bilo treba program, najprej naj bi bil slovenski, potem pa glede na to, da smo bili v cerkvi, je bilo potrebno tudi prilagoditi, se pravi, da smo zaigrali tudi Mozarta, sicer pa slovenske naše melodije. Kulturno smo preživljali tudi Evropski teden mobilnosti. Tokrat je v podhodu na Barletovi nastal umetniški projekt slikarskih mojstric Renate Grmovšek in Andreje Eržen, ki sta površino podhoda razdelili na 3 dele. Prvi del bi bil nek figura, ki simbolizira veter. Osrednji del je neka ikona, ki simbolizira sonce in pa solarne energije. Na koncu ta del tukaj simbolizira pa vodo. V avli doma krajanov Pirniče pa se je zgodil dogodek, ki bi moral biti že 9 mesecev prej, ob 80-letnici Andreja Militarova. Razstava z naslovom Rad sem jih poslušal s portreti 33 znanih glasbenikov, ki so mu še posebej segli v dušo. Te sem najraje poslušal, so pa še tudi drugi. Ampak potem bi pa bila zbirka 100, ne pa 33. Konec septembra smo poročali o novi premieri na odru 3 herojev Pirniče. Režiser Peter Militarev je na oder postavil šaloigro Jakoba Alešovca Podlaga zakonske sreče. V glavnih vlogah sta nastopila Lucija Grmova in Lojze Ropret. Zgodba pa je bila namenjena v poduk zakoncem in napotek naj spoštujemo slovenski jezik. Upam, da bomo to še, ali pa da bodo moji zanamci tukaj še raziskovali in v poduk dajali, kot zdaj tako radi rečemo, domoljubje, pa slovensko besedo, pa čustva, nečustva, ljudi, ki se med seboj ne poznajo, ne komunicirajo, kar je pa najhuje, zanemarjajo svoj jezik. Na prireditveni ploščadi pa so knjižničarji nagradili tudi najbolj pridne počitniške bralce. Kar 86 je bilo takšnih med 7 in 12 letom starosti in 11 med 13 in 16 letom.
Poročali smo tudi z 5. razstave Staneta Grandliča, ki je tokrat v svoj fotografski objektiv ulovil kolesarje na dirki po Sloveniji in fotografije razstavil v knjižnici Medvode. Na domačiji Prlenart je svoje 4. knjižno delo z naslovom Gastronomija osrednje Slovenije in Ljubljane predstavil dr. Janez Bogataj in seveda smo ga povprašali tudi o medvoški kulinariki. Samo sprehod po odlični medvoški tržnici vsako soboto že nakazuje smer, kjer bi lahko iskali tiste res tipične medvoške posebnosti. Na večnamenskem prostoru pri tržnici pa se je odvil glasbeno-filmski večer. Del zasedbe Ani Frece in Hotel za srečo je tudi Marko Mozetič Mozo, ki je bil vesel, da tokrat nastopa pred domačo publiko. Ja, to vedno malo treme, preden se pride, ne? Kar je fajn, zato da se zbereš, pol pa to se sprosti in pol pa super špilati. Sploh, ko pridejo domači te poslušati, pa veš, da navijajo zate. Javni zavod Sotočje je po koncertu v sklopu projekta Mobilni kino na prostem pripravil ogled filma Chicago. Sedaj pa še k fizkulturi. V sredo so Bonovec zavzeli mladi smučarji tekači. V okviru projekta Šolar na smuči so moči združili Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport Republike Slovenije, Slovenska policija in Javni zavod Sotočje Medvode in odlično izpeljali prvi dan od 3, ki je v čudovitem vremenu potekal v Medvodah. Tako se je v Medvodah zbralo lepo število otrok na prvem medijskem dnevu akcije Šolar na smuči, kjer je bil otrokom predstavljen smučarski tek. Nadobudnim šolarjem pa se je pridružila tudi ambasadorka projekta Petra Majdič, ki je z veseljem delila svoje nasvete in izkušnje. Včerajšnji dan, sodeč po temperaturi zraka, že skoraj spomladanski, ni ustavil mladih smučarjev tekačev, da se ne bi v polni smučarski opremi podali na Bonovec in se na še vedno brezhibnih tekaških progah preizkusili v smučarskem teku, nekateri tudi prvič. V redu je, pa tudi naporno. A si prvič danes? Tukaj sem prvič, drugače sem pa že enkrat smučal na Pokljuki. In se je težko naučiti teči na smučeh? Ne, toliko. Boš potem še kdaj prišel na Bonovec? V redu, pa naporno je. Naporno? Ja, se je bilo težko naučiti? Ne. Boš potem še kdaj prišel zdaj, ko znaš teči tule na Bonovec ali pa kam drugam mogoče? Ja. Bi rekel, da je zahteven naučiti, se je pa lahko, da tekaš. Prideš večkrat sem na Bonovec? Ne. Sem zdaj šel enkrat za šole, drugače sem se pa odjavil za tek na smučeh, pa sem se tudi odjavil. Ampak bi rekel, da rad tečeš na smučeh torej? Ja. Kaj ti pa najbolj všeč pri tem športu? Klanc navzdol, ko si pol tako hiter, pol pa sem še spal sem. Si še malo poganjaš, pa si pomagaš. Ja, in Mark, kako si imata na tekaških smučeh? Ful dober. Kaj vama je pa najbolj všeč? Meni je najbolj všeč to, ko je klanc dol, da lahko zelo dirkam. Se da dirkati na tekaških smučeh? Ja. Povej, pa je zahteven šport tek na smučeh? Ja, malo, kar. Se je bilo težko naučiti? Ne. Povej mi, kako ti gre na tekaških smučeh? Dobro, kdaj padam, ampak se poberem. A je to naporen šport? Ja, malo je res. A pa si danes prvič na tekaških smučkah? Ne, drugič. V vrtcu smo bili, veliko smo padali, ampak tako je bilo. V okviru akcije Šolar na smuči so letos prvič 656 otrokom 3. razredov omogočili brezplačno učenje teka na smučeh v 4 nordijskih smučiščih, poleg Planice, Pokljuke in Rogle, tudi v Medvodah. Prvi dan vseslovenske akcije učence na Bonovec prišla pozdraviti tudi legenda smučarskega teka Petra Majdič. Ja, v bistvu bi bili zelo presenečeni, kako dobro ga sprejemajo. Jaz mislim, da je to pač predsodek vseh nas odraslih, da enostavno imamo občutek, to je pa težek šport, pa otrokom ne bo preveč zabavno, ne bo jim všeč, ampak že za mano vidite, v bistvu se razigrajo, ko enkrat usvojijo osnove, ki jih oni zelo, zelo hitro začutijo to svobodo, ki jo tek na smučeh nudi in potem je pot k igri samo še odprta. Tek na smučeh je ena najbolj celostnih športno-rekreativnih dejavnosti, ki jo izvajamo v prostranstvi,
ciklih narave in je najboljša vadba za aerobno vzdržljivost. Poleg tega pa tudi eden najbolj dostopnih športov in v zadnjih letih, vsaj med rekreativci, v skokovitem porastu. Če smo zdaj pri odraslih, ja, zagotovo je pač eden najbolj celostnih športov. Velika večina ljudi me zdaj sprašuje, ko me srečajo, ja, Petra, pa ti se nič ne zrediš, pa nič, pa rečem, veste kaj, jaz sem pa tek na smučeh toliko let trenirala, da zdaj pa končno naj se mi to obrestuje in je res, pač je prijeten za metabolizem, za samo človeško telo, ker ga nauči vztrajnosti in tudi v bistvu transformira mišice. Dejansko ti dobiš vzdržljivostne mišice, se pravi daljše, tanjše in to se nekako prenese tudi kasneje v življenje, tako da to je super popotnica, tudi za punce, ki bi včasih rade mogoče kakšno kilogram zgubile. Druga plat tega športa je pa ta mentalna, ki je pa mogoče še večji doprinos za človeka kot samo fizično in sicer tukaj si res sam sabo in je tako kot je maratoni, se pravi v tekaških supergicah, je tek na smučeh v zimskih športih enostavno leva, desna in ene oblike mantra in to je tisk, velika večina rekreativcev pravlja, sem nov, po pol ure, 45 minutah teka na smučeh sem prerojen, moja glava je drugačna, tako da poskusite, probite, pa boste preverjali, to da res drži. Letos se akcija Šolar na smuči prvič širi tudi na tekaške smuči. V preteklih 6 letih so namreč s projektom pri Smučarski zvezi Slovenije promovirali predvsem alpsko smučanje. Tudi pedagoško logično je, da iz samega drsenja po smučarskih progah začenjamo v bistvu s hojo in s tekom na smučeh. Vsekakor želimo smučarske športe približati otrokom v osnovnih šolah tudi že, se pravi popularizirati naše športe še bolj do te mere, da gre to za množično rekreacijo ali pa gibanje na prostem, seveda v tem času, ko smo sredi zime, je to tudi pač logično, ne. Tako da zato v bistvu tek na smučeh letos prvič. Glede na dober odziv strani osnovnih šol, prijavljenih osnovnih šol, lahko rečem, da celo mogoče kakšno leto prepozno. Odziv strani šol je bil res zelo dober, praktično vse kvote so se nam zapolnile v enem dnevu in vsekakor to kliče po nadgradnji v prihodnji sezoni. Na promocijskem dnevu pa se je kot izjemen gostitelj izkazal tudi Center Bonovec z javnim zavodom Sotočje Medvode z odlično pripravljenimi progami in zgledno podporo organizatorju. Sigurno je ta Bonovec kot center zelo priročen za celo ljubljansko kotlino, tudi za smučarske klube iz tega območja, predvsem za najmlajše, za tiste, ki začenjajo. In glede na to, da je to letos prvič ta akcija, smo pač štartali za 4 centri in mislim, da je Bonovec kot bližina centra Slovenije zelo primeren in ob takem vremenu in vzdušju, ki ga otroci prikazujejo, mislim, da bojo vsi danes odšli z lepimi spomini domov. Moram reči, da gre za zgledno partnersko sodelovanje že tudi v prvem letu akcije. Pogoji tu so fantastični, res nas je tudi, pričakalo lepo vreme. Vidimo, da žal brez tehničnega snega ne gre, ampak k sreči Bonovec ima to opremo. Otroci se tu zabavajo, mislim, v prekrasnem okolju, tako da same pohvale na sodelovanje s partnerskim centrom Bonovec Medvode. Bonovec v teh dneh torej vabi vse navdušene smučarje tekače na z umetnim snegom odlično pripravljene tekaške proge. Umetni sneg pa žal ni prinesel sreče našim smučarjem tekačem na olimpijskih igrah v Pekingu, predvsem šampionki iz Valburge Anamariji Lampič. V torek smo stiskali pesti v njeni paradni disciplini šprintu, kjer je odkrito napadala medaljo, a se ji žal ni izšlo. Na zahtevni progi je osvojila končno 12. mesto. Za oceno nastopa smo poprosili kar legendo smučarskega teka, ki se je v teh dneh mudila na Bonovcu, Petro Majdič. V teku na smučeh ima Slovenija že 2 olimpijski medalji. Petra Majdič je leta 2010 v Vancouveru v klasičnem šprintu osvojila bron, 4 leta pozneje pa še Vesna Fabjan v Soči v prosti tehniki. Da lahko prav Anamarija Lampič postane 3. nosilka olimpijske medalje, ni bilo pred igrami nobenega dvoma. Tudi sama je to odkrito napovedovala.
V torkovem šprintu v prostem teku so bile tako vse oči uprte v 26-letno Valburžanko, ki je spadala v ožji krog favoritinj za olimpijsko medaljo. A že kvalifikacije so nakazale, da se morda dan vseeno ne bo razpletal po njenih željah. Izločilne boje je namreč ujela le za las s 26. časom. Tam je nastopila v prvi četrtfinalni skupini. Izbrala je skupino z zelo zahtevnimi nasprotnicami. V cilj je pritekla kot tretja in se v polfinale uvrstila po času kot srečna poraženka. V prvem delu polfinala ji je nato še nekako uspelo držati stik z vodilnimi, a proti koncu kroga so se tekmice odlepile in sanj o olimpijski medalji je bilo konec. Olimpijska prvakinja je postala Švedinja Jona Sundling, druga je bila njena rojakinja Maja Dahlqvist, tretja pa Američanka Jessie Diggins. Po tekmi nam je vsem, ki smo stiskali pesti za našo šampionko, gotovo ostalo odprtih veliko vprašanj, zato smo za komentar poprosili kar Petro Majdič, legendo slovenskega smučarskega teka. Zdaj so naredili ravno to profil proge, se pravi v Pekingu je bil toliko zahteven, da so lažje prišle do rezultata distancarke, kot pa tipične šprinterke. Potem je v bistvu tukaj mentalna priprava, tukaj je nesporno Ana Marija res briljantna v tem. Ona v bistvu brez velikega pritiska nastop na tekmi, ampak imam občutek, da se je zavedala zadnjih par dni, da je veliko v igri in da pač popravnega izpita ni. In je to mogoče se zanjo se prvi zgodilo, da je sploh to začutila. Potem pa pač sama fizična pripravljenost tekmovalca, ki pa ni pri nas samo dnevna forma ali pa, da bi rekla, samo občutek na smučeh. Pač pri nas moraš imeti ekstremno veliko kondicije, pri nas to, da te, ne vem, dobi korona ali pa covid ali pa kakršenkoli prehlad, recimo 14 dni pred glavno tekmo, je konc, ne, se to na srečo ni zgodilo. Ampak na drugi strani pa moje mnenje je, da je bila ta proga enostavno na taki nadmorski višini zahtevnejša kot pretekle. Material, se pravi pod njenimi nogami, je bil soliden, ni bil izven serijski, tako kot ga je bila navajena na preteklih velikih tekmovanjih, ki je res izstopal njen material. Potem je pa pač tukaj kondicija, ki pa mogoče je bila tista največja razlika. Majdičeva je priznala tudi, da je Ana Marijin nastop jemala z veliko mero osebne navezanosti, tako ga ni zmogla spremljati v neposrednem prenosu, ampak nekoliko kasneje s časovnim zamikom, saj se kot trikratna udeleženka in dobitnica bronaste medalje na svojih zadnjih olimpijskih igrah v Vancouveru leta 2010 še kako zaveda pomena olimpijskih iger, dogodka, ki se zgodi le enkrat na 4 leta. Težko se ponovi taka zgodba že naslednje leto. Pač olimpijske igre so na 4 leta, zdaj njej bo sicer bolj pisana na kožo, se pravi klasična šprint tekma, ampak je čez 4 leta. Kdo ve, v kakšni formi si, plus da šprinterke nekako začnejo padati v svoji formi ali pa izgubljajo to hitrost. Tako da težko rečemo, kaj bo čez 4 leta in jaz mislim, da se je ona tudi malo, pa vsi mi, in zato tako doživljamo danes, sem jaz kar malo potrtana. Moram priznati, da pač pride za tabo, ko ugotoviš, kakšna priložnost je to bila, pa ko se zavedaš, ko imaš toliko izkušenj, da to ne bo kar spet take hitre, take priložnosti, je vse malo tako, ojoj, ne. In potem pride to, ko prespiš, še toliko bolj do izraza in jaz mislim, da bo tudi pri njej prišlo tako da. Ana Marijin silovit napredek v zadnjih letih, s katerim je prišla do naziva prve šprinterke sveta v zadnji sezoni, seveda ves čas spremlja in jo navdušuje. Tako z rezultati, kot svojo pozitivno naravnano osebnostjo. Mislim, jaz sem navdušena nad njo, res, meni je tako prav taka zvezdica na nebu, kar res, ona, ki se pojavlja tudi v medijih, mislim, to vse zažari, vse dobi en tak prijeten smisel in je fantastična punca in je fantastična reklama za tek na smučeh, ali rekreativen, ali profesionalen, tega bi potrebovali več. Danes je Ana Marija na olimpijskih igrah nastopila še na 10-kilometrski preizkušnji v klasičnem teku in osvojila 17. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev na razdaljah na velikih tekmah. Prihodnji teden jo v paru z Evo Urevc čaka še ekipni šprint. Verjamem pa, da jo čaka še zelo svetla kariera, je na vrhuncu in predvsem, kadarkoli si jaz njo predstavim, se pravi pred očmi, vidim tako žarečo punco, veselo, nasmejano, prava laufarka v pravem pomenu besede. Ne glede na rezultate letošnjih olimpijskih iger, pa za prihodnost valborške šampionke Petre Majdič ne skrbi.
Na olimpijskih igrah v Pekingu je v šprintu nastopil tudi 25-letni Janez Lampič. V kvalifikacijah je osvojil 74. čas in bil daleč od izločilnih bojev. Tudi v biatlonu so moški svoj tekmovalni program na olimpijskih igrah pričeli z najdaljšo 20-kilometrsko individualno preizkušnjo. Še tretji predstavnik Valburge, slovenske vasi z največ udeleženci na olimpijskih igrah, Rok Tršan, je streljal odlično, imel zgolj en zgrešen strel, a žal tekel prepočasi in osvojil končno 54. mesto. Medvoški policisti v preteklem tednu prometnih nesreč na območju občine Medvode niso obravnavali, poročajo pa o 3 kaznivih dejanjih. V Medvodah je neznani storilec nasilno vdrl v klet stanovanja in odtujil tehnični izdelek. V Medvodah so obravnavali tudi nasilje v družini. Zoper storilca zbirajo obvestila in ga bodo po zaključku preiskave kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo. Več tatvin pa so policisti obravnavali v Rakovniku v Novem naselju in prav tako še zbirajo obvestila o dogodku. Na pomoč so jih poklicali tudi iz medvoške trgovine, kjer je po zaključku delovnega časa oseba želela na silo vstopiti v poslovalnico in ni upoštevala varnostnika. Po zbranih obvestilih bodo kršitelju izrekli globo in mu izročili plačilni nalog. Policisti so obravnavali še eno kršitev, in sicer nedostojno vedenje med družinskimi člani. Vinjen kršitelj je na mestu dogodka prejel plačilni nalog. Tatovi neprestano prežijo na priložnosti, zato spremljajte dogajanje v vašem kraju in sumljive osebe, vozila prijavite policiji. Še do 13. februarja poteka akcija Za volanom ne bodi za ekranom, v prometu ne bodi na spletu. Še posebej pa policisti udeležencev v prometu pozivajo na previdnost v okolici šol in vrtcev. Nadzirali bodo tudi mirujoči promet. Opozarjajo pa tudi, da ko parkirate, v vozilu ne puščajte ničesar vrednega ali pa kaj, kar bi lahko nepridipravi zamenjali za dragocenost. Voznike koles, motornih koles in štirikolesnikov pa seveda sedaj spet opozarjamo na omejitve, ki veljajo pri vožnji v naravi. Medvoški policisti so del Policijske uprave Ljubljana. Njihovo delo pa lahko spremljate tudi na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. To je bilo vse v tokratni bolj kulturno obarvani oddaji. Z vami bomo ponovno že prihodnji četrtek. Ne zamudite torej svežih novic Sotočja dveh rek. Nasvidenje.